Meseca oktobra smo bili gostje na Polenšaku. Pri magistru Milanu Lovrenčiču, ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku Zveze društev Generalmajster, ki je bil tudi med ustanovitelji ustanove dr. Antona Trstenjaka, čigar častni predstavnik je še danes. Magistra Milana Lovrenčiča je poklicna pot popeljala iz rodne Prlekije. Ekonomist in podjetnik, ki je v Sloveniji oral ledino v podjetniškem svetovanju in novih oblikah plemenitenja denarja v obliki delnic, je večino svojega poklicnega življenja posvetil delovanju na finančnem področju. Toda vse splošno poznan kot velik domoljub se je vedno vračal nazaj domov, med svoje domače, in je gonilna sila pri ohranjanju oziroma oživljanju spomina na naše slavne rojake. Ravno po njegovi zaslugi ali pobudi so bila v spomin postavljena številna spominska obeležja. S svojim strokovnim znanjem in delavnostjo je skozi ustanovo dr. Antona Trstenjaka pomagal številnim diplomantom doma iz Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz na njihovi znanstveni poti. 23. novembra praznujemo državni praznik generala Rudolfa Maistra. Kakšen je vaš osebni pogled na generala Maistra in kakšen zgodovinski spomin imajo danes Slovenci na njega in njegov zgodovinski doprinos? Bi rekel, da zdaj že boljše kot pred leti. Saj veste, general Maister takoj po vojni, po prvi svetovni vojni, ga Srbi glih niso preveč častili, ker niso bili zadovoljni, da je on rekel, da je on bil tak, ki je osvobodil Maribor. To so želeli, da bi to bila zasluga Srbov. Tako so ga omalovaževali tudi zaradi svoje šarže, zaradi svojega čina, ker so smatrali, da ne more biti nekdo general, ki nima šole, recimo Sorbone. Saj večinoma srbskih generalov so bili iz Sorbone, torej zelo izobraženi ljudje. General Maister je bil pa tako zvani general iz fronte, iz bojišča, ker ni bilo pomembno, koliko si imel v šoli. Ne? In to zadevno so ga nenehno gledali, kje bi ga lahko, bi rekel, degradirali. To se je tudi zgodilo, saj so ga že leta 1924 upokojili, ko je bil star praktično 49 let in ni imel ta prave veljave, čeprav izgledalo je, kakor da ga je kralj spoštoval, ampak uradno pa ni bilo nikjer videti, da ima kako večjo veljavo. Je pa bil izredno spoštovan med svojimi borci. Jaz se spominjam svojega očeta, ki je bil majster borec, doma iz Lukavec, tam je bil še Jelen, pa še Senčar, pa Bežek. Te ljudje so kar trepetali, ko je bil kak dan ali pa ko se je kaj zgodilo okrog generala Maistra, to je bilo nezaslišano. In oni so hodili z vlakom na proslave v Maribor ali pa kakršnekoli srečanja, to je bilo obvezno. Mi, ta mladi, smo jih pa seveda tudi potem morali voziti na sestanke, ki so jih imeli redne v Ljutomeru. Tam je bil predsednik tega društva Porekar, doktor Porekar. Jaz mislim, da sta bila dva brata, ne, ki sta bila izredno aktivna in predana. Potem med temi, ki je bil v Ljutomeru res zaslužen, to je bil pa Kukovec, industrialec Kukovec, katerega smo pozabili, pa je zaslužil bi si neprimerno več. Jaz vedno, ko grem na pokopališče, odnesem rožico na Kukovčev grob. Čeprav zdaj so ga uredili, je malo lepše izgleda, ampak priporočam vam, mlada generacija, proučite malo zasluge Kukovca. Ste videli, kaj je naredil, koliko se je on zavzel, koliko je on bil pripravljen žrtvovati. Ne bil pripravljen, nego je žrtvoval. On je 300 prekmorskih prebežnikov v Ljutomeru oskrboval, točno ne vem, meni se di 3 mesece. S kom? Z svojim denarjem in to, ker je bil mlinar, je verjetno imel na zalogi
pšenico. Čeprav časi takrat, ne vem, koliko poznate, s prehrano so bili sila kritični, ne. Generalmajster je bil vedno bolj, bi rekel, zanemarjen. Jaz sem naročil profesor Peniču, Lojzetu, da je napisal knjigo, kako so Maistrovi borci delovali od leta 24 pa do leta 47. In iz tega je vidno, da niso imeli nikdar tiste pravega priznanja. Res, oni so pričakovali, da bi dobili neke rente, neko nadomestilo denarno, ker v glavnem vsi so bili slabše stoječi. Vendar do tega ni prišlo. Oni so hoteli združiti z srbskimi prostovoljci, potem je prišla pa druga svetovna vojna, pa zopet so bili osamosvojitelji, ki so želeli, da se proslavlja narodnoosvobodilna borba, kar je sicer v redu, ampak zapostavljeni so pa zopet bili Maistrovi borci, ne. In prave veljave niso nikdar dobili Maistrovi borci. Mogoče smo še najbolj mi to naredili tam po letu 85 in to po zaslugi dr. Bruna Hartmana na eni strani, na drugi strani pa po zaslugi dr. Trstenjaka. Te dva sta mene indoktrinirala in me prepričala, da bi morali se bolj posvetiti generalu Maistru. In jaz sem potem, ker sem bil materialno dobro stoječ, angažiral določene pisatelje, določene kiparje in to, da smo začeli z izdajo literature razne. Evo, tam je recimo film, potem je knjiga Bruna Hartmana, druga izdaja, tole smo že mi financirali, to je naše, ne. Potem pa razne druge in te literature je kar dosti. In potem se je začelo pa s tem, da se prizna dan generala Maistra kot državni praznik. To ni bilo malo dejanje, to je bilo kar težko. In končno je tu Trstenjak na mene vplival, me indoktriniral in je rekel, pa sramota je za Ljubljano kot glavno mesto Slovencev, da ni postavljenega spomenika največjemu sinu slovenske matere, ki je z sabljo obranil del slovenskega ozemlja. In ker smo se midva srečavala z dr. Trstenjakom vse dvakrat na teden, on je prihajal k meni v pisarno, jaz sem prihajal k njemu v njegovo stanovanje, je to delovalo tako počasi, ne. In končno sem se jaz potem vendarle odločil, da bom pristopil k organizaciji postavitve spomenika v Ljubljani. Pozivu generala Rudolfa Maistra k obrambi slovenskega narodnega ozemlja se je odzvalo tudi veliko prostovoljcev iz Prlekije, od koder prihajajo vidni Maistrovi sodelavci dr. Matija Slavič, dr. Franc Kovačič in dr. Anton Korošec. Kako Prleki cenimo zasluge generala Maistra? Zdaj, če bi bil realen, tako kot mislim, bi rekel premalo. On je bil izredno navezan na Prlekijo, na Ljutomer. Končno je tu imel prijatelje, najprej je tu bila Grossmanova družina, s katero so prijateljevali kot družine. Recimo Grossmanove otroci so stanovali v Mariboru pri Maistrovi, ne. Maistro je zahajal mnogokrat v Ljutomer in v okolje, ne, recimo tudi v Lokavce je rad prišel, tam je imel enega kmeta, Jelen Alojz je bil, ne, ki je, izgleda, da so tam dobro pogače pekli, boljš kot pri Grossmanovih, ali pa gor pri na gradu, ne, pri Ribašovih. Ribašovih sploh nič ne slišimo. Ja, ampak je seveda zahajal in spal je ali pri Grossmanovu, ali pa v Lokavcih pri Jelenu, ali pa gor na gradu. In
Na eni strani je res, da je hodil zaradi tega, ker je rad bil v dobri družbi, predvsem pa je skrbelo Prekmurje. In tam je imel informacije od Prekmurcev, ki so prihajali v Ljutomer. Kukovec je bil zelo aktiven, Porekarji so bili zelo aktivni, ne. In potem, ne vem, če ste poznali, če veste za Hercoga, doktor Hercog iz Križevec, ne. On je bil zelo aktiven, on je bil tisti, ki je organiziral tele prevoze v Radgonu, ker v Radgonu je bil problem, ker Celhofer se ni mogel več nuditi kontraobrambe, ne. In kaj je organiziral? Kukovec pa ta doktor, ne, sami so hitro šli v Radgonu. Tudi zato, ker Kukovec je bil spreten in je dosti orožja prej odnesel iz Radgone in on je bil oborožen, on je imel orožje in je oborožil svojo vojsko in so šli potem oboroženi, Celhoferju pa je zmanjkovalo vsega. Generalmajster tokrat je bil v Ljutomeru. Spomnite se zborovanja, odnosno srečanja, ki je bil, ne. In dogodkov je raznih, polno, vendar v Ljutomeru iz tega nismo naredili nobene zgodbe. To, kar je uspelo recimo Zavrhu. Kolikrat pa je bil generalmajster v Zavrhu? 3-krat. V Ljutomeru je bil pa 20-30-krat. Ne, in je dogodkov še in še, ne, pa na vse smo pozabili. Apeliram na vas, mlade, pobujajte malo to in dajte iz tega narediti ene prijetne spomine na generalmajstra, pa tudi na te razne, jaz sem se spomnil, poleg Kukovca, Porekarja, še Vaputiča, ki je profesor tvoj rojak, je tudi zanemarjen. Ja, je sploh spominska tabla? Je. Vaputič je izredno pomemben, ne? Ker on je pravzaprav, kdo je razorožil avstrijsko vojsko? Kdo je bil ta operativc? To je bil Vaputič, ne? Pa o njem nič ne vemo praktično, ne? Nič. Smo kot družba naredili dovolj, da bodo mladi znali ustrezno ovrednotiti pomen zgodovinskih zaslug generala Rudolfa Maistra in pomembnost dogodkov, ki jih je on soustvarjal? Morali bi najti nek način, kako bi naj mlade bolj podučili o tem in kako naj bi izražali oni pripadnost do generala Maistra in s tem izražali domoljubje. Ker veste, mi smo tenki sploh v domoljubju, ne? Pri nas tega izrazitega občutka domoljubja, kot jo recimo Hrvati imajo, ki pa ni, tisto je že nacionalizem, ne? Ampak tega pri nas ni. Kje jaz zasledim domoljubje Slovencev? Na kakšni športni prireditvi. Ampak tam ne vem, kaj slavijo. A slavijo športni dogodek ali državo, zato ker se poje državna himna. Meni se vsekakor dopade, če tak ali tak, samo da je. Jaz sem malo mogoče mislil, da bom naredil pozitivno pripadnost in sem se prepričal, sem prepričal direktorja tretjega programa radia, da ob polnoči predvajamo državno himno, ki jo izvajajo otroci v osnovni šoli. Ne vem, če to veste. Recimo tu, prvo, ki smo jo posneli, je osnovna šola Križevci pri Ljutomeru. Sami ste že zelo zgodaj začutili čut domoljubja in potrebo po ustanovitvi domoljubne organizacije, kot je Zveza društev Generalmajster, pa tudi ustanova dr. Antona Trstenjaka, je odigrala pomembno vlogo pri ohranjanju zgodovinskega spomina. Na kakšen način naj aktivni državljan izkazuje spoštovanje do preteklosti naših prednikov, še posebej o praznovanju državnega praznika, kot je tudi dan generala Rudolfa Maistra? Društva generala Maistra in člani so opravili svoje poslanstvo v dobršni meri. General Maister je postal bolj prepoznaven in člani društev so s ponosom
organizirali proslave in jih organizirajo, tako kot tudi v Ljutomeru. Člani so sodelovali potem tudi pri organizaciji spomenikov, ki smo jih postavljali, sicer organizacijo tega je imela zveza. In tako so nastajali spomeniki, tako so nastajale knjige. Mi imamo približno 20-25 knjig, ki so iz teh 20 letih išle, ne? Ki smo jih potem tudi delili. Evo recimo, kdo je vedel, kako izgledajo pesmi generala Maistra, ki jih imamo tu, poezije. Ne? Mi smo jih izdali, mislim, da v 2000 izvodih, in smo jih podelili, kjer kot je bilo možno. Vse knjige so namreč bile brezplačne, nobene nismo prodajali. In se na razne načine znašli. Jaz sem še imel dobro povezavo z gospodarstvom in marsikateri denar je prišel iz gospodarstva. Počasi smo pa dobili tudi priznanje strani države. Recimo ena od nalog, ki je to, da vabimo sosede, naj za praznike državne obesijo državno zastavo. Mi tega ne delamo, ker nimamo, kot sem že prej uvodoma rekel, nismo nabiti z domoljubjem. Nečemo se pokazati, da je to naša domovina, da smo mi Slovenci, da smo lahko ponosni na to, ampak to tudi na ta način, da pokažeš, evo, zastavo, jaz sem Slovenc. Na Danskem sem bil, vam povem, vsaka hiša ima zastavo izobešeno celo leto. Ne? In tu na Polenšaku imam jaz soseda, bi lahko šli k njemu, kmeta, celo leto ima on izobešeno državno zastavo. Kmet. Skratka, tega ponosa, in to nam manjka potem tudi povsod. Povsod smo preskromni, tudi recimo na področju gospodarstva. Na področju kulture smo še mogoče najdlje, ne? Drugače pa več samozavesti, moramo biti vsem ponosa, ne? In bi nam bilo še lepše. Letos in naslednje leto mineva 30 let od osamosvojitvenih dogodkov, ki so omogočili ustanovitev samostojne države Slovenije. Kot predstavnik tako imenovane osamosvojitvene generacije, kakšen je vaš pogled na 30 let prehojene poti naše države? Prvič, ne dopade se mi to, da bi rekli, da je to generacija ta naredila. Ta generacija je realizirala to, kar se je dogajalo že, če čete, od leta 1848. Ne? Kajti pravzaprav delovanje države, to je kot obod školjke, ki varuje narod. In mi smo se kot narod zmanjševali ozemeljsko in po številu, ali pa se ne tako razmnoževali, zato ker nismo imeli svoje države. Mislim, da je neprecenljiva zasluga ali pa zasluga, bi rekel, dobrobit slovenskega naroda to, da imamo svojo državo. Mene moti malo zdaj, ker mi smo zaslužni. Veste, jaz sem služil vojsko v Skopju 1963. leta. In vojski je bilo, si moral govoriti samo srbohrvaško. Jaz pa trmast kot sem, pa nisem hotel. Kolikokrat sem bil na zaslišanju, na raportu, kolikokrat sem bil zato na obveznih dežurstvih in ne vem kaj vse. Ne? Ves čas sem pa ukazal to, da sem Slovenec in da sem enako vreden, vsaj če že nekaj več, kot recimo Srb. In glejte, v resnici to, koliko je bilo žrtev v teh časih, teh stoletjih, ljudi, ki so se trudili za to, da bi mi imeli svojo državo. In vsem s tem se moramo zahvaliti. Recimo, neprecenljiva je zasluga partizanov. To je bila prva slovenska vojska.
Čeprav jaz vedno trdim, da je prvo vojsko slovensko naredil generalmajster 19. novembra 1918. Zdajšnji osamosvojitelji si pa to prisvajajo in se pravi, tukaj je zadišalo prvič po slovenski vojski. Ni res. Ni res. To je zlagano. Prva slovenska vojska je bila Maistrova, druga, ta prava, recimo, ne, ali pa kakor škod vzamemo, je bila partizanska. Neprecenljivo zaslugo imajo. In končno ta tretja je pa ta, ki je, bi rekel, realizirala dolgoletne načrte in želje slovenskega naroda. In hvala vsem. Kot kleni Prlek niste nikoli pozabili na domačo pokrajino. Kako ste si ob ustanovitvi ustanove dr. Antona Trstenjaka zamislili njeno vlogo oziroma kakšno je njeno poslanstvo? Poslanstvo ustanove je bilo na eni strani to štipendiranje kadrov mladih iz Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Mi smo se namreč s Trstenjakom, ko smo se srečavala tedensko ali pa dnevno, ne, pogovarjala, kaj bi mi, intelektualci, ki smo šli iz domačih krajev, kaj bi lahko pomagali domačemu kraju. Mnenje je bilo njegovo, pa tudi Toplak je bil tega mnenja, da s tem, da bi pomagali ljudem, mladim iz teh območij, da bi doštudirali in si pridobili potrebno znanje, potem pa s tem znanjem pomagali k razvoju rojstnih krajev. Ampak tu je tako, da znanje ne moreš privezati. Znanje je z last osebe in tam, kjer se ona gibe, tam gre. Tako tudi mladi, v glavnem, ki so doštudirali, jih je malo ostalo v Prlekiji, Slovenskih goricah in pa ne, v teh krajih in so odnesli svoja znanja drugam. Tako da mislim, da tu ustanova ni povsem, saj je 120 štipendij je in so to doktorji znanosti in magistri in direktorji in tako naprej, profesorji. Vendar mislim, da bo ustanova morala dobiti novo poslanstvo, nekaj novega. Recimo med temi nalogami, ki sem jih jaz izpostavljal, je to, da smo mi šli in smo organizirali posvete pomembnim ljudem z tega področja, pomembnim intelektualcem z tega področja. Ne? Recimo, mi smo postavili spominske table, jaz imam tu napisano celo vrsto ljudi, pomembnih ljudi, ki so šli iz tega kraja, pa smo jih pozabili. Mi smo postavljali spominska obeležja in posamezna posvete ljudi, ki so pomembno prispevali k slovenski kulturi, slovenski zgodovini. Recimo jaz sem sodeloval pri postavitvi spominskih obeležij in posvetu Simonič Francu, Matiji Slaviču, Leopoldu Volkmayerju, Antonu Slodnjaku, Kreftu, Puhu, Miklušiču, Borku, Murku, Čolniku, končno tudi Trstenjaku sem jaz postavil spomenik v Ljubljani. Poleg tega me pa daje misel, da bi naj ustanova dajala priznanje ljudem, ki so največ prispevali k razvoju gospodarstva, kulture, športa iz tega območja. In bi Trstenjakove priznanja delili tem ljudem. Ne vem, če se spomnite, mi smo organizirali vsako leto tako zvano srečanje krsta prleškega vina. To so bile ogromne prireditve. To je nepredstavljivo, da smo mi imeli po 1000 ljudi. In to je bilo vsako leto, enkrat v Radencih, v Ljutomeru, v Ormožu, v Ptuju. In to se je potem vrtelo. Ja, enih 15krat smo to imeli. Krst prleškega vina. Začelo se pa to pravzaprav v Ljubljani,
leta 1988, ko smo mi častili 4 prleške akademike. Danes nimamo nobenega več prleki. Nobenega, takrat smo imeli 4. In krst prleškega vina. V življenju ste si nabrali številne izkušnje in znanje. Sami ste bili zelo aktivni pri številnih dogajanjih v Sloveniji. V kateri smeri se bo Slovenija razvijala v prihodnje oziroma katere ovire bo morala premagati? Bojim se, da kot narod nismo politično zreli. Seveda s 30-letno zgodovino samostojne države nimamo nobene zgodovine, nimamo nobenih izkušenj. In te napake, ki jih zdaj delamo po osamosvojitvi, so nekatere naravnost neumne. Spomnite se samo, kako smo tisti 27 000 ljudi, smo jim vzeli državljanstvo. Pa mnoge druge stvari. Kako smo si razdelili premoženje leta 92, ki se je izgubilo v glavnem. Zdaj bi pa radi imeli pokojninski sklad, pokojninski fond, s česa ga ne naredimo. Če smo pa premoženje razdelili, ni ga. Denarja lahko zdaj samo iz levega žepa daš v desni žep. Tega denarja ni. In to, kar si mislimo, kako bomo financirali mi s pokojninskim skladom penzije, pokojnine, tega ni. Tu je grozna, velikanska napaka. Mi smo to premoženje morali dati pokojninski sklad in iz tega potem pobirati fruktus, tako zvani, da bi imeli bolj sigurno. Potem so še bile druge razne, ampak prosim, to so začetniške težave in počasi mislim, da se vendarle prebujamo in si ustvarjamo ene vrednote. Zdajle mislim, da smo v kritični fazi, kajti to, kaj se dogaja med strankami, preveč je zavladala strankokracija. Premalo je strokovnega znanja. In recimo v politiko pri nas grejo drugorazredni državljani. Ne vsi, ampak taki, ki je recimo bil brezposeln ali pa ki ni prav uspel tam na delovnem mestu, ki je, taki gre se politike, strankarstva, in izvoljen in je potem v parlamentu. Poglejte si vi strokovno sestavo današnjega parlamenta. Ste videli, da je to katastrofa. V drugih državah težko, da si poslanec ali kaj, če nimaš ustrezne izobrazbe. Ker poslanec odloča o najvažnejših zadev, esencialnih zadevah države. In torej mora imeti primerno temo znanja in mora imeti primerno temo grajene vrednote. Ob zaključku pogovora bi vas prosil, da nagovorite dijake naše šole in vse mlade širom Slovenije. Najprej bi si dovolil, da bi tu imel en predlog v vaši hiši. Vi delujete na področju Murskega polja in širše, seveda. Tam sem čital en oceno, da je Mursko polje najbogatejša pokrajina z zemljo. Najbogatejša. Najbolj zaokrožena. Se pravi, kaj je naša bodočnost? To, kar je bilo do zdaj stoletja. Prleški kmet je bil bahav. Zakaj? Zato, ker zemlja mu je dajala hrano. In so bili zelo dobro stoječi. Vaša šola se pa je odločila predvsem na družboslovno vede in ne da bi to zanemarjali, ampak vam priporočam, pojdite tudi na bioagronomske vede. In naj bo ta Mursko polje, naj bo vrt Evrope. Vsekakor pridobiva si čim več znanja. In iti v svet. Iti v svet. Žal, naši ljudje grejo predvsem zaradi kruha.
ne pa zaradi pridobivanja znanja. Če se spomnite, v Avstro-Ogrski monarhiji ti nisi mogel postati obrtnik, če nisi šel na štero, ali kako so rekli to, ne. Po svetu, ne vem koliko let, si prišel s pridobljenim znanjem domov in potem si dobil to, da si lahko bil obrtnik. Jaz bi priporočal ljudem, recimo mladim kmetom, pojdite v Holandijo, pojdite v Francijo, pojdite na Dansko, pojdite na Japonsko, boste videli, kako oni delajo in kako koristijo zemljo. Nihče nima tako bogate zemlje, kot je tale Prlekija, Slovenske Gorice in Haloze. Nihče. Mi ne znamo, recimo, pojdite v Toskano. Koliko je pa Toskana zdaj lepša od enih Slovenskih Goric? Jaz ne vidim čisto nič lepšega. Ampak oni imajo ogromno izkušenj, znanja, spretnosti poslovne in znajo to Toskano, ne. Zdaj je to kolesarska meka, ne. Tudi zakaj mi ne bi naredili Prlekije, da bi bila kolesarska meka in si pridobivali goste, pa tudi turizem naj ima svoje meje, veste. Jaz nisem za množični turizem, ker to prinaša tudi, onesnažuje, ne. Boljše, da recimo, če imaš pridelek in da ga pošlješ v sistem, ne. Tako da znanja in več povezovanja.